Spoštovani udeleženci in udeleženke, dober večer. Spletni dogodek Vitamini in minerali Jejmo Mavrico poteka v okviru Evropske noči raziskovalcev Humanistika to si ti, sofinanciranje strani Evropske komisije. Glavni dogodek Evropske noči raziskovalcev bo potekal v petek, 27. novembra, kjer se bo razvrstilo kar 40 aktivnosti na spletu. Danes v okviru preddogodka Evropske noči raziskovalcev organiziramo okroglo mizo z naslovom Vitamini in minerali Jejmo Mavrico. Nastal je na podlagi novo izdane knjige Minerali, vitamini in druge izbrane snovi, ki jo je izdalo Slovensko farmacevtsko društvo. Danes so v družbi znanje in relevantne informacije med najbolj cenjenimi vrednotami, česar smo se zavedali uredniki in avtorji knjige o mineralih in vitaminih. Veliko veselje mi je, da lahko napovem udeležence današnje virtualne okrogle mize, ki jo bova vodila Tomaž Vovk, izredni profesor s Fakultete za farmacije, in Lucija Peterlin Mašič, redna profesorica, prav tako s Fakultete za farmacijo, in oba sva tudi urednika knjige o mineralih in vitaminih. Danes pa bodo sodelovali Miroslava Abazovič, magistra farmacije in direktorica Dolenjskih lekarn. Blaž Cigič, redni profesor na Biotehniški fakulteti, oddelek za živilstvo. Stane Pajk, docent na Fakulteti za farmacijo na katedri za farmacevtsko kemijo. Janez Mravljak, izredni profesor, prav tako na Fakulteti za farmacijo in vodja projekta Noč raziskovalcev na Fakulteti za farmacijo, ter Aleš Obreza, redni profesor, prav tako s Fakultete za farmacijo in še tretji urednik knjige Minerali, vitamini in druge izbrane snovi. Prav vsi udeleženci panelne razprave smo tudi avtorji prispevkov v omenjeni knjigi. Med samo diskusijo pa vas vljudno vabim, da zastavite vprašanja v Q&A, nanje bomo odgovorili na koncu okrogle mize. Če ne bomo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja in boste zraven pustili elektronski naslov, vam bomo odgovore poslali po elektronski pošti. V prvem delu pa bom kar povabila k diskusiji profesor Blaža Cigiča. Potrošniki se pogosto srečamo s trditvami, da so nekatera živila super živila, ali pa da je nekatera določena vrsta hrane super hrane, ali gre dejansko za izjemnost nekaterih živil. Ja, v prvi vrsti sta ta dva izraza, marketinška izraza za nekatera živila, ki dejansko vsebujejo določena mikrohranila, torej vitamine, minerale in tudi druge bioaktivne snovi, kot so antioksidanti, omega-3 maščobne kisline, recimo vlaknine v relativno velikih deležih. V splošnem seveda ni nič narobe, če taka živila tudi uživamo, s tem pa nekakor ne bomo z enim super živilom pokrili vseh potreb po vitaminih in mineralih. Skratka, dostikrat se tudi oglašujejo kot super živila nekatera bolj eksotična živila, kakšna spirulina, maka, jasno, jagodičevje, posebnih vrst. In zato so potrošniki nekako tudi manj seznanjeni in so tudi pripravljeni več plačati recimo za takšna super živila, torej spet v nekem marketinškem kontekstu. Tudi super živila, torej kot živila, se pa tržijo tudi prehranska dopolnila iz teh super živil ali njihovih izvlečkov. Tukaj recimo že omenjena spirulina, maka, brokoli, česen, različna jagodičevja, skratka, pa tudi živila rastlinskega izvora, predvsem so pa pod super živila omenjena tudi nekatera recimo živila živalskega izvora, kakšne recimo ribe, losos, recimo se pogosto kar najde v tem segmentu. Bi pa nekako omenil, da naj se potrošniki nekako omejijo tukaj bolj na zdravstvene trditve o dejanski prehranski in zdravstveni ustreznosti določenega živila, ki jih podeljuje Evropska agencija za varnost hrane in ameriška FDA. Skratka, morda boljše, kot pa zasledovati neke marketinške prijeme. Jejmo Mavrico je slogan naše današnje okrogle mize in prav slikovito ponazarja pestrost in pa raznolikost živil, ki jih moramo uživati, zato da zagotovimo fiziološke potrebe po makro- in mikrohranilih. In zdaj imamo pripravljeno kar prvo vprašanje za vas, poslušalci. Prosim, če dobimo lahko prvo vprašanje. Vprašanje za vas pa je, kako pa vi poskrbite za primeren vnos mikrohranil, torej to je mineralov in vitaminov.
z raznoliko prehrano, saj je delovanje mineralov in vitaminov tudi medsebojno povezano, občasno s prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo minerale in vitamine, redno s prehranskimi dopolnili zaradi nezadostnega vnosa, ki ga prinaša današnji način življenja. Lepo prosim, če izberete eno od možnosti. Lahko prosim kar za rezultate vprašanja. Super. Torej, največ od vas zagotovi ustrezen vnos mikrohranil prav z raznoliko prehrano. Blaž, če lahko nadaljuješ z diskusijo, zakaj pa tako poudarjamo, da je najboljša uravnotežena pestra prehrana, oziroma kot tudi mi rečemo, jejmo mavrico? Sej, ravno to smo rekli, super živil ni, nekega idealnega živila, s katerim bi vse pokrilo, vse potrebe po mikrohranilih pokrili, praktično ni in torej je najbolj pametna in logična izbira, da jemo, uživamo čim bolj pestro hrano. Nenazadnje tako imamo najmanj skrbi, da kaj narobe delamo v tem kontekstu, torej se je treba manj ukvarjati potem s tem, ali je vse v redu. Bi pomenil, da pogostokrat nekako, ko pomislimo na vitamine, bolj morda kot na minerale, nekako sadje, zelenjava, tista asociacija prva, ki se pojavi. In res sadje in zelenjava sta dobra vira mnogih vitaminov, mineralov, predvsem pa vitamina C. Vitamin C je tukaj v drugih skupinah živil, ga je relativno malo. Zaradi tega, recimo, ker niso uživali sadja, zelenjave, so tudi pomorščaki recimo zbolevali za skorbutom, torej vitamin C je nekaj, česar v drugih ni, oziroma precej manjših količinah. V tem kontekstu bi bilo dobro tudi morda spostaviti neko distinkcijo med sadjem in zelenjavo. Vsej nekako sadje lažje, mislim, da večina lažje uživa sadje kot zelenjavo, je pa pri sadju malo problem, ker vnašamo tudi ogljikove hidrate, torej predvsem sladkorje v večjih količinah, in ko nekako normaliziramo to na kalorično vrednost, torej mikrohranila, je zelenjava pogostokrat boljša izbira. Predvsem bi tukaj omenil skupino listnate zelenjave, recimo tukaj kakšna ohrovt, špinača, blitva, so nekako visoko kotirajo v mnogih vitaminih in mineralih, recimo železo, magnezij, kalcij, recimo ohrovt je prav tisti, ki res izstopa ven iz tega segmenta, in tudi vitaminov A, E, folne kisline, recimo. Torej, podobno velja tudi za stročnice in polnovredna žita, skratka, iz te skupine. Nekako, ravno ta pestrost se pa kaže v tem, torej pametno, da uživamo pestro hrano, da pa določenih vitaminov pravzaprav ni, oziroma so res v sledovih prisotni v živilih rastlinskega izvora, recimo, torej govorimo o vitaminih D in B12, ki praktično ni, če uživamo samo rastlinsko hrano. Seveda B12 se da povečati z neko fermentacijo, recimo, ko se fermentira rastlinska hrana, mikroorganizmi potem nekaj tvorijo B12, torej lahko dobimo nekaj B12. Pri vitaminu D, recimo, če nočemo uživati živil živalskega izvora, je pa morda, so pa gobe, nek relativno dober vir, ker je noter D2. Tukaj pa sonce, seveda, ki ga je pa zdaj v teh časih precej malo, torej je dobro poseči, recimo, po nekih živilih, po nekih masnih ribah, recimo, kakšne sardelce, bi morda celo rekel, da so super živila, morda bi ga celo, če bi že omenil, tudi dobre so, tako da pametno uživati kaj takšnega. Tudi jajca, mleko seveda pokrijemo s temi zadevami. Morda še to, glede primerjave morda rastlinske živalske hrane, glede dostopnosti, minerali, recimo težje dostopni minerali, kot so železo in cink, sta, recimo ta dva minerala sta precej bolj dostopna, torej lažje jih absorbiramo v prebavilih iz živil živalskega izvora, kot iz rastlinskih živil. Če nadaljujemo diskusijo, torej hrano pripravljamo z različnimi tehnološkimi procesi. Pa se sploh zavedamo, kako zelo lahko tehnološki procesi vplivajo na vsebnost mineralov in vitaminov v živilih? Ja, to je pa kar, torej tehnološki procesi v najširšem smislu, gre tukaj za industrijo, pa tudi doma, ko kuhamo, rezamo, sekljamo, to je tudi neke vrste tehnološki proces in vplivamo seveda na te, na vsebnost tako vitaminov kot mineralov.
Velike izgube so, recimo, ko lupimo recimo zunanjo stran nekega sadja, recimo, ne. Tukaj tudi je neka logika, ne, v tem, da rečemo, ok, bomo tudi na ta način zmanjšali vnos nekih mikotoksinov ali sledi nekih torej pesticidov, ampak v tej hrani, ki jo mi uživamo, ki je kontrolirana, ne, če kupujemo v trgovinah, res ni to potrebno, ne, in je smiselno pač uživati takšno hrano, ne. Dočim če smo v nekem, gremo od neka žita ali kaj takega, je pa problem, recimo, ko se odstrani v procesiranju, recimo v izdelavi bele moke, to zunanjo plast, ki je zelo bogata z vitamini in minerali predvsem, ne. In kljub relativno, bom rekel, prisotnosti tudi v tej zunanji plasti nekaterih molekul, ki zmanjšajo absorpcijo torej mineralov, je kljub samo vse raziskave kažejo, da je to bolj pametna izbira, torej uživati polnovredna torej žita. Tudi nekaj omenil bi tudi vodo, recimo, ne, ko kuhamo, ne, tukaj avtomatsko v vodo grejo, recimo, če vodo zavržemo, ni pametno, vodotopni vitamini se kar precej izlužijo, tudi dobrotopni minerali so izgube lahko nekaj 10%, recimo, tako da ali uporabimo to vodo, ali pa kakšni, bom rekel, mikrovalovna obdelava ali pa kuhanje na pari daje precej boljše, ne, več se ohrani. Če sem že omenil to rezanje, ne, je tudi velik problem, ne, ker predvsem na nivoju nekaterih vitaminov bolj reaktivnih, ne, kjer pravzaprav spremenimo fizikalno-kemijsko okolje, torej pH, dostopnost kisika, encimni substrati pride skupaj in tukaj se marsikaj lahko tudi v kratkem času zmanjša vsebnost kakšnih molekul. Zdaj imamo pripravljeno za poslušalce že kar drugo vprašanje. Prosim za drugo vprašanje. Kateri mineral ali vitamin je v skladu z zakonodajo treba dodajati določenim kategorijam živil v Sloveniji? Ali je to vitamin D v margarino, jod v sol, torej jodiranje soli, ali vitamin A v margarino z nizko vsebnostjo maščobe? Kar prosim za vaše odgovore. Lahko pogledamo rezultate. Seveda vprašanje ni bilo težko. Blaž, boste lahko komentirali oziroma zakaj proizvajalci dodajajo vitamine pa minerale v živila? Ja, udeleženci so izjemno dobro seznanjeni z zakonodajo oziroma so slišali za to, to res je 25 mg kalijevega jodida na kilogram soli se dodaja v Sloveniji, ne. Morda pa bo v prihodnosti tudi kakšen vitamin D v kakšnem margarini tudi zakonom določena, ne, počakajmo, ne. Skratka, nekaj nadaljujem za to razpravo nekako naprej. Torej, kako zdaj z tem dodajanjem vitaminov in mineralov v živila, to mislite, ne? Ja. Tukaj so zdaj, bom rekel, dva nekako pogleda. En je čisto tak tehnološki, ker so nam te določeni vitamini in minerali, torej te mikrohranila drugače, nam pomagajo, da na ugoden način vplivamo na procesiranje ali pa ohranjamo neke lastnosti živila in na drugi strani dodajamo kot neke fortifikacijo v smislu obogatitve z temi hranili. Torej, če gremo z tega, teh aditivov, teh tehnoloških pripomočkov v nekem kontekstu, to so tisti zelo glasni E-ji morda, ki se jih otepamo, ampak vitamin C je najbolj uporabljen E od vseh E-jev, tako da pa ga jemo kot prehranska dopolnila, skratka, ni vse tako črno. To pa zato, ker je izjemno dober antioksidant, recimo dodajamo ga v živila rastlinskega, živalskega izvora, recimo tudi v klobase, ko se dela, pride C, pa doma, ko štrudel pečete v teh časih, pa recimo stisnete kakšno limono, ni to zdaj aditiv, ampak izkoriščate lastnost skorbinske kisline, da pravzaprav tisto rjavo barvo oksidirane molekule spravi nazaj v reducirano obliko. Tudi se dodaja neka nepolarna antioksidante, recimo vitamin E v olja. Nekateri vitamini so tudi pobarvani, recimo vitamin B2, karotenoidi, torej jih lahko dodajamo tudi v ta namen. Od mineralov pa tukaj kalcij pa fosfat, ki vplivata, torej polifosfati so to, ki vplivajo na strukturne lastnosti živila, tudi dostikrat dodajamo nek tak, ne bodi ga treba, esencialen mineral pa je natrij, kjer je pravzaprav ne samo v obliki soli, ampak tudi v obliki nekih drugih ionskih spojin
pravzaprav ga vnaša v tehnologijo, je nepogrešljiv in v prevelikih količinah posledično zaužijemo ga danes. Glede tega, bom rekel, prehranskega segmenta, pa ko smo že omenili, je pri nas edino jodid, bom rekel, reguliran, da ga moramo dodajati. V nekaterih drugih državah, recimo kakšnih, kjer imajo slabšo prehrano, kakšne afriške, pa tudi mislim, da srednje ameriške države, tam so zakonsko določeni dodatki nekaterih vitaminov, predvsem pri nas ne, pa dodajajo proizvajalci vseeno, recimo v razne recimo vitamine, predvsem pa tudi minerale, v razne margarine, žita za zajtrk, torej potem je tu mleko lahko, ne. Torej pomarančni sok, ne, smo že marsikaj kupili v trgovini, pa smo videli, da je piše obogateno z. Skratka, ne, ni obvezno, ampak zaradi nekega marketinškega pristopa, ne, bomo pripravljeni več plačati za to živilo in s tem ni tudi nič narobe. Ja, prav lepa hvala za to diskusijo. Sedaj pa gremo bolj na področje mineralov. Profesor dr. Slavko Pečar je v uvodniku knjige Minerali, vitamini in druge izbrane snovi zapisal: koncentracije ionov mineralov v organizmih so praviloma nizke in so odraz dolgotrajnega prilagajanja organizma okolju in optimizacije celičnih procesov posamezne vrste. Potrebne količine mineralov niso v preprosti povezavi z njihovo pomembnostjo. Zato ne moremo govoriti o fiziološko bolj ali manj pomembnih mineralih, enostavni so potrebno vsi, vsak v svojem količinskem območju, ker so bili zraven, ko je nastajalo življenje in jih je evolucija ustrezno vgradila v svojo shemo. Prisotnost tako velikega nabora mineralov v našem telesu pa je hkrati tudi dokaz, da je evolucija do skrajnosti izrabila vse njihove uporabne lastnosti. V knjigi predstavljamo vseh 15 mineralov, kar pa danes ni priložnosti, da bi spregovorili prav vseh, pa se bomo bolj osredotočeni na magnezij, kalcij, cink in pa železo. In zdaj kar vabim k diskusiji docent Staneta Pajka. Ali Slovenci zaužijemo dovolj magnezija in pa kalcija in pa kateri so tisti glavni viri teh dveh mineralov v živilih? Načeloma so potrebe po magneziju in kalciju v Sloveniji, kot tudi v zahodnem svetu, zadovoljene. Vseeno pa obstaja en del populacije, ki zaužijajo premalo obeh. Večje je tu nekoliko tveganje za ženske, ker zaužijajo manj hrane kot moški pri relativno primerljivih potrebah. Glavni vir za magnezij so oreščki in semena, to na primer kakao, orehi, lešniki, žitarice, stročnice. Kot zanimivost, v zahodnem svetu, pa tudi v Sloveniji, ga veliko zaužijemo s kavo in čokolado. V Sloveniji pa tudi z vodo, ki je trda, vsebuje tako kalcij kot magnezij, pri zadnjem lahko pokrije tudi do 10% potreb. Pri kalciju so pa glavni vir mlečni izdelki. To je mleko, sir, jogurti, semena in zelena zelenjava. Sadje ima obeh relativno malo. Kaj pa potem recimo poseči po prehranskih dopolnilnih, ki vsebujejo ione teh dveh mineralov, kalcija in magnezija? Bistvena je uravnotežena prehrana. Na ta način je pomanjkanje magnezija in kalcija najbolj reševati. Tako da samo kadar to ni mogoče, so smiselna prehranska dopolnila. Na primer, pri tistih, ki uživajo veliko procesirane hrane, ki je osiromašena, ali pa na primer nekateri hujšajo in hrana, ki jo zaužijajo, ne pokrije potreb po magneziju in kalciju, ter morda še pri nekaterih športnikih. Kaj pa recimo pri prekomerni uporabi recimo prehranskih dopolnil s tema dvema mineraloma, lahko pride do kakšnih neželenih učinkov? Ob normalni ledvični funkciji v primeru magnezija zelo težko. Na primer, znaki hipermagnezijemije se pojavijo šele ob zaužitju 30 gramov magnezijevega sulfata. Imajo pa višji odmerki magnezija, to je več kot 1 gram neke magnezijeve soli, odvajalni učinek. Tako se tudi uporabljajo ponekod za čiščenje črevesa pred operacijo, navadno v večgramskih odmerkih. Nasprotno pa pri kalciju lahko hitreje pride do neželenih učinkov, posebno če se jemlje v kombinaciji z vitaminom D, kar izboljša njegovo biorazpoložljivost. Kar je zanimivo je tudi, da je na tržišču kar so številne kopeli, pa tudi kreme, pa mazila z magnezijevimi solmi. A se lahko magnezijevi ioni absorbirajo tudi preko kože v teh primerih? Zanimivo vprašanje, ne? Obstajajo članki, ki celo potrjujejo absorpcijo magnezija preko kože. A so te publikacije večinoma v manjšini. Pri teh recimo raziskavah merijo koncentracijo magnezija v serumu po nanosu neke kreme ali pa mazila z magnezijem, vendar
Seronske koncentracije magnezija se nahajajo v zelo ozkem intervalu in po mojem mnenju rahlo povečanje znotraj tega intervala ni nujno posledica absorpcije. Po drugi strani, če bi bila ta res tako dobra, kot nekateri trdijo, bi se kopalci v mrtvem morju zastrupili z magnezijom, ker gre za okoli 2-molarno raztopino magnezijevih ionov. Kaj pa, če še odgovorja za področje osteoporoze? A lahko prehranska dopolnila z magnezijem in kalcijem recimo ustavijo, upočasnijo osteoporozo? Lahko predstavljajo le podporno terapijo, kar je v bistvu zaželeno, vendar samo dodajanje magnezija ali kalcija ne bo imelo bistven vpliv na potek osteoporoze. Vsaj tako pritrjuje večina literature. Kaj pa pri športnikih? A je smiselno dodajati ali pa uporabljati prehranska dopolnila s kalcijem in magnezijem? Zdaj tako, pri športih, kjer nizka telesna teža predstavlja neko konkurenčno prednost, naprimer pri gimnastiki, ali pa da obstajajo omejitve glede telesne teže, naprimer boks, lahko pride do pomanjkanja obeh, ker športniki omejujejo vnos hrane ob nekoliko višjih potrebah in izgubah. V tem primeru so prehranska dopolnila z magnezijem in kalcijem smiselna. Medtem ko pri športnikih, ki porabijo veliko kalorij in je zato vnos hrane velik, je mala verjetnost za pomanjkanje obeh. In prehranska dopolnila tako niso smiselna, posebno če športnik uživa dovolj pestro hrano. Hvala. Sedaj bi pa povabila k diskusiji Miro Abazović, magistro farmacije. In vsekakor je tudi železo zelo pomemben mineral. Pa bi vas prosila, če lahko na kratko poveste, kateri so sploh glavni viri železa v živilih. Najpomembnejši vir železa je v bistvu prehrana živalskega izvora, se pravi meso, mesni izdelki, ribe. V živalski hrani je železo tudi v kemijski obliki in se dosti lažje uporabi kot iz hrane rastlinskega izvora, kjer je v reducirani obliki. In zato se mora najprej v bistvu pri hrani rastlinskega izvora to železo še reducirati, na to pa vplivajo lahko številne učinkovine ali pa tudi druga hrana, ki jo uživamo, naprimer kava, pravi čaj, vino, predvsem pa fitati, ki so v različnih vrstah hrane, ovirajo absorpcijo železa, naprimer vitamin C jo pa pospešuje. Tako da je smiselno dodajati pri uživanju železa v trovalentni obliki oziroma dvovalentni, da dodamo tudi C vitamin. Recimo rastlinska prehrana, ki vsebuje več železa, je naprimer so žitarice, stročnice, oreščki, tudi zelena zelenjava in suho sadje. Naprimer, če samo še omenim, priporočeni dnevni vnos železa za odrasle znaša tam nekje 14 miligramov. Pogosto tudi govorimo o pomanjkanju železa. Katere pa so tiste populacijske skupine, ki najpogosteje trpijo za pomanjkanjem železa? V bistvu smo to ženske in to že najstnice, potem predvsem v nosečnosti je dobro dodajati železo in pa ženske, ki imajo močne menstruacije, potem so tukaj še nedonošenčki, tudi dojenčki, tam po 6. mesecu starosti, potem so pa naprimer še vegetarijanci, pri njih je tudi dobro, če se dodaja majčkeno železa, in pa športniki. Zdaj pozorni moramo biti pa dejansko tudi pri starostnikih, vendar je tam treba upoštevati, da je lahko pridružena tudi anemija zaradi česa drugega, mogoče zaradi kakšnega kroničnega vnetja ali pa megaloblastna anemija. Kako pa potem lahko ozdravimo pomanjkanje železa ali pa tudi lahko pride do kakšnih neželenih učinkov pri zdravljenju? V bistvu pri železu težko presežemo vnos železa v tem, da bi prišlo do nekih neželenih učinkov, razen če dajemo to parenteralno, takrat se pa lahko pride tudi do tega, do zastrupitve dejansko železom, ampak to je itak v rokah zdravnikov, to dejansko ljudje sami si v tem smislu ne morejo škoditi. Torej, ali potem sploh lahko rečemo, kdaj pa poseči po prehranskih dopolnilih, ki vsebuje železo? Je to samo po nasvetu zdravnika ali so lahko to drugi razlogi?
V bistvu lahko posežejo po njih recimo takrat, kadar vemo, da je osiromašena hrana, potem je smiselno tudi v primeru, ko želimo preprečiti pomanjkanje železa in to ravno pri tistih skupinah ljudi, kot sem prej omenila. Vsekakor pa prehranska dopolnila z železom niso primerna za zdravljenje anemije, to je pa treba poudariti. Takrat je pač treba, to mora predpisati zdravnik in se daje v bistveno višjih odmerkih, kot pa jih imamo v prehranskih dopolnilih. Sedaj bi pa še nekaj več povedali o cinku. Tudi v tem času se o cinku veliko govori, predvsem zaradi njegove vloge v imunskem sistemu. Kakšno vlogo pa še ima cink v organizmu, pa kateri so tisti glavni viri cinka v živilih? Cink je pomemben tudi pri rasti in razvoju organizma, pri nevroloških, endokrinnih, skeletnih in reprodukcijskih funkcijah, tudi pri celjenju ran in, kot ste omenili, pri delovanju imunskega sistema. Nahaja se vsepovsod po celem telesu, v vseh tekočinah, tkivih, dejansko v vsaki celici človeškega telesa. Zdaj, bogat vir cinka so predvsem ostrige, meso, morski sadeži, tudi stročnice, oreščki in semena. Zdaj, fitinska kislina in njene soli fitati, ki so prisotni v žitih in stročnicah in pa tudi v drugi hrani rastlinskega izvora, pa zmanjšajo absorpcijo cinka in s tem tudi njegovo biološko uporabnost. Torej se pravi, da najboljši viri so dejansko ostrige oziroma morski sadeži in meso. Povprečne dnevne potrebe recimo po cinku so ravno zaradi teh fitatov v rastlinski hrani variirajo med 7,5 do 12,5 miligramov pri moških in 6,2 do 10,2 miligrama pri ženskah. Ali recimo z uravnoteženo prehrano Slovenci zagotovimo tem potrebam po cinku ali ga je smiselno recimo tudi dodajati? V bistvu, če je hrana pestra in uravnotežena, zlahka pokrijemo potrebo po cinku, zato dodaten vnos ni potreben. Dodajati ga morajo edino vegetarijanci in pa tisti ljudje, ki seveda jejo bolj hitro hrano, ki se ne prehranjujejo z uravnovešeno prehrano. Kaj pa mogoče nosečnice ali pa doječje matere? Ali imajo pomanjkanje cinka ali ga treba dodajati? Pri nosečnicah je sicer potreba po cinku povečana in to kar za tam nekje 1,5 miligrama na dan, prav tako pri doječih materah, tam celo do 2,4 miligrama cinka na dan. Vendar dodajanje cinka v obliki prehranskih dopolnil v vseh teh primerih ni primerno, ker na primer pri zdravih nosečnicah se metabolični procesi tako prilagodijo, da se izboljša transport cinka do ploda. V nosečnosti je pa v bistvu sposobnost materinega organizma, da se absorpcija cinka iz prebavil tako poveča, da zadosti pokritju vseh povečanih potreb po cinku. Pogosto smo tudi priča recimo prehranskim dopolnilom, ki imajo dokaj visoke odmerke cinka, tudi 50 miligramov. Ali se lahko pojavljajo kakšni neželeni učinki pri višjih odmerkih cinka? Zdaj načeloma, tudi če bi zaužili veliko hrane, ki vsebuje cink, do tega ne bi prišlo, razen če bi bila hrana onesnažena s cinkom, to se pravi, da bi bilo res ogromno cinka noter. V tem primeru, sicer pa do prevelikega vnosa, sploh s prehranskimi dopolnili, dejansko ne more priti, ker si ga tudi organizem na nek način vzame toliko, kot ga tudi potrebuje. Prav lepa hvala za to diskusijo. Sedaj vas pa res vse prav lepo povabim, da si pogledate kratek video o knjigi Minerali, vitamini in izbrane snovi. Slovensko farmacevtsko društvo je v avgustu 2020 izdalo novo knjigo Minerali, vitamini in druge izbrane snovi, ki jo je soustvarjalo kar 40 avtorjev s področja farmacije in živilske tehnologije pod taktirko 3 urednikov, Lucije Peterlin Mašič, Aleša Obreze in Tomaža Vovka, ki prihajajo s Fakultete za farmacijo.
Knjiga predstavlja edinstveno monografijo, ki je namenjena tako strokovni kot laični javnosti in je velik doprinos k strokovnemu delovanju lekarniških farmacevtov, drugih zdravstvenih delavcev, strokovnjakov živilske tehnologije, razveselila pa bo tudi študente, dijake in laično javnost. Knjigo sestavljajo 4 velika poglavja. Uvodna poglavja, minerali, vitamini in druge izbrane in vsebuje veliko privlačnih fotografij, ki napovejo posamezno poglavje. V vsakem poglavju so navedene splošne informacije, delovanje mineralov in vitaminov na človeka, sistematično pa je navedeno za vsak mineral in vitamin posebej, koliko ga potrebujemo, kakšna je klinična uporabnost, najbolj izstopajo preglednice s podatki o vsebnosti minerala oziroma vitamina v živilih, ti podatki pa so predstavljeni tudi slikovno. Ne manjkajo niti nazorni prikazi delovanja mineralov in vitaminov ter njihove absorpcije in izločanja. V predstavitvi vsakega minerala in vitamina je na koncu, v zaključku, mogoče prebrati, katere zdravstvene trditve so odobrene. Velika vrednost knjige pa so tudi seznami uporabljene literature pri vsakem poglavju. V vsakem poglavju je posebej izpostavljeno dobro je vedeti. Knjiga vsebuje tudi stvarno kazalo. Kje lahko knjigo kupimo? Knjigo je mogoče naročiti na Slovenskem farmacevtskem društvu, pisno na naslovu Dunajska cesta 184A, 1000 Ljubljana, po elektronski pošti info@sfd.si ali preko faksa na številki +386 1 569 2602. Hvala za to predstavitev. Lahko pa povem, da vsak, ki bo knjigo naročil z geslom Jejmo Mavrico, do 27. novembra dobi 20% popust pri nakupu knjige. Zdaj pa kar vabim k diskusiji Tomaža Vovka in pa Aleša Obrezo. Ja, hvala lepa za predavo besede. Torej, po tem videu si bomo pogledali oziroma bomo spregovorili tudi o samem nastanku knjige. In zdaj bi enega izmed urednikov, profesor Obreza, kar povabil, da se skupaj malo pogovorimo o tem relativno zelo obsežnem projektu za Slovensko farmacevtsko društvo. Torej, kakšen namen ima nova knjiga o mineralih in vitaminih za družbo in zakaj smo se sploh lotili tako obsežnega projekta? Dober večer vsem udeležencem okrogle mize in pa poslušalcem. Veliko ste lahko slišali že v sami predstavitvi. Knjiga, ki je pred nami, predstavlja skupno delo več kot 50 oseb, od urednikov, avtorjev, recenzentov in vseh, ki so sodelovali pri samem tiskanju knjige. Napisana je pa na način, da daje pomembne informacije vsem profilom bralcev. Se pravi, ni omejena recimo samo na eno skupino, samo na strokovno publiko, ampak dejansko vsakdo najde nekaj zase. Za strokovno javnost je po eni strani vir poglobljenih informacij o virih, potrebah, vlogi v organizmu, morebitnih posledicah pomanjkanja ali pa preodmiranja posameznih mineralov, vitaminov in drugih snovi. Medtem ko za laično javnost pa je dejansko tudi vir koristnih informacij o neki tematiki, ki je zlasti v zadnjem času zelo pereča. Dela smo se pa lotili enostavno zaradi dejstva, ker smo pogledali trenutno stanje v Sloveniji in smo ugotovili, da v slovenskem jeziku trenutno, do tega trenutka ni bilo publikacije, ki bi predstavljala kritičen pogled na predstavljeno tematiko in način, ki ga podaja omenjena knjiga. Glede na stanje v svetu pa smo ravno v fazi razmišljanja, da bi mogoče knjigo prevedli celo v angleški jezik. Ja, zdaj, kot ste omenili, je knjiga res obsežno in to je veliko dela in sigurno ob takem delu se človek oziroma uredniki smo se kar soočili z velikimi izzivi. Kaj je za vas predstavljal tukaj največji izziv? Izziv je bil zelo velik in sicer tako strokoven kot organizacijski. Številni, zlasti udeleženci simpozijev v Portorožu, veste, da smo pred 2 leti načrtovali izdajo, vendar je bilo to zelo optimistično. Zadeva se nam je zaradi ekstremnega obsega informacij, zaradi poenotenja oblike, načina predstavitve posameznih mineralov, vitaminov in drugih snovi zelo zavlekla.
Recimo, zgolj informacija, v predstavitvi ste slišali nekaj o stvarnem kazalu. Je zahtevalo delo ene osebe 14 delovnih dni, 2 delovna tedna. Zgolj zelo natančno branje, izpisovanje gesel, potem izpisovanje posameznih strani. Skratka, ogromno dela. No in knjiga, ki je šla letos, je dejansko vse te napore in pa nestrpno pričakovanje strokovne in laične javnosti, mislim, da dobro poplačala. Vsekakor je primeren dodatek na knjižno polico in ker verjamem, da nas poslušajo v glavnem danes večinoma ljudje iz stroke, študenti tudi, pa moram povedati, da ima tudi ta knjiga podobno kot zdravila en resen neželeni učinek. In sicer branje ob večerih vam bo zaradi privlačne in zanimive vsebine zagotovo povzročilo motnje spanja in ukradlo prenekatero pomembno uro nočnega počitka. No, in da ne bomo samo mi dva diskutirala, bom tukaj spet povabil naše poslušalce, da poskušajo odgovoriti na naslednje vprašanje. In sicer, prosim kar za prikaz, ja. Torej, kateri mineral ima pomembno vlogo v delovanju imunskega sistema? Izbirate lahko med bakrom, cinkom, selenom, železom in med vsemi, ki so našteti. Tako da bi kar prosil vas, da glasujete. Čakam lahko še kakšen trenutek. Jaz bi kar prosil za rezultate, pa bi kar povabil profesor Breza k komentarjem. Hvala voditeljema za res malce provokativno vprašanje, ki ste ga zastavila poslušalcem. No, ravno te zdravstvene trditve, ki so povezane s podporo delovanja, s spodbujanjem vplivov na delovanje imunskega odziva, so na nek način najbolj problematične in lahko tudi zavajajoče. Recimo sploh v situaciji, v kateri smo se znašli v tem letu, ko govorimo veliko o imunosti in podobnem. Imunski odziv je pri više razvitih organizmih seveda zelo kompleksen in v njem so dejansko vključene razne celice, če gremo pa še nekoliko nižje, recimo na molekulski nivo, pa seveda ogromno molekul, od encimov pa raznih drugih molekul. In logično tudi razni minerali, razni vitamini. Neposredno, se pravi z direktnim delovanjem recimo na nek encim ali nek sistem, ali pa recimo posredno, se vemo, da tudi pride do raznih interakcij med posameznimi minerali in podobno. Tako da konec koncev je vprašanje, kateri nima točno delovanja, recimo prav na imunski odziv. Vsi skoraj navedeni elementi zagotovo sodijo v to skupino, pa še marsikateri drugi, in ta zadeva se lahko zelo veliko izkorišča v marketinške namene. Če grem malce izven teme, recimo glede vpliva na imunski sistem, priznani svetovni strokovnjak za področje zdravstva z one strani oceana, naš ljubljeni slovenski Zet, je spomladi izjavil nekaj o uporabi dezinficientov. Verjetno je poznal vlogo mieloperoksidaze, s katero ob nastajanju hipoklorita se nekatere bele krvničke borijo proti patogenim mikroorganizmom. Ampak za božjo voljo ne bomo na varekino pisali gor, da spodbuja delovanje imunskega sistema. Skratka, pomemben je vnos mineralov, pa tudi vitaminov v ustreznih količinah in to v večini primerov dosežemo zelo uravnoteženo prehrano. Torej, potem tukaj pravilno odgovor bi seveda vsi, tako tukaj v večini primerov prikazano. V redu, če še malo naprej podiskutiramo, v knjigi predstavljamo še mnoge druge minerale. Katere bi še izpostavili? Pogosto slišimo in beremo, ta mineral pa je supermineral in je najpomembnejši. Kakšno je vaše mnenje o tako imenovanih supermineralih? Zelo težko je posebej izpostaviti nek mineral, ker so vsi tisti, ki so opisani kot esencialni, seveda pomembni za nemoteno delovanje organizma. No, v knjigi so zanimivo v posebnem poglavju predstavljeni tudi nekateri minerali, za katere se včasih, kje sliši, da mogoče pa so esencialni, pa zopet bolj verjetno iz tega marketinškega vidika in podobno. No, skratka, navedeni so tudi te, ampak tisti, ki so esencialni, zagotovo so vsi. No in tudi izraz supermineral, ki ga včasih srečamo, je dejansko zavajajoč. Jaz osebno sem ga največkrat slišal v povezavi ravno z magnezijem.
Gre pa za, bom tako rekel, podoben primer kot za Supermana, ne? Če verjamete v njega, potem pač obstaja. Če pa so izrazi, kot je recimo ta, ki ste ga omenili, so torej povsem tržno obarvani in dejansko lahko zavajajo kupca. Torej, dejstvo je, esencialni mikro- in makroelementi so enako pomembni za normalno delovanje človeškega organizma. Težko nekaterega prav posebej izpostavimo, zanje pa seveda velja, da jih v organizem dnevno vnašamo s hrano in pijačo v zadostnih količinah, razen v primeru nekaterih tako fizioloških stanj, recimo omenjena je bila že danes nosečnost, recimo dojenje, pa recimo starost, ne, tudi ena taka zadeva. Potem razni načini življenja, recimo pri alkoholizmu je znano, da lahko pride do pomanjkanja cinka in podobno, bolezenskih spremembah, ali pa konec koncev danes zelo priljubljeno razne oblike diet, ki jih srečujemo povsod, ne, nekatere so povsem neustrezne, se pravi, neustrezna prehrana je tudi lahko problematična z tega vidika. Ja, hvala za to obširno diskusijo, zdaj za kratko po drugi strani predstavitev knjige. Bi pa nadaljevali in se v nadaljevanju posvetili predvsem vitaminom. V diskusijo bom povabil v bistvu profesorja Mravljaka, pa ponovno magistra Abazović se nam bo malo kasneje pridružila. Torej, za razliko od mineralov se je vključenost vitaminov v razvoj organizma pojavila bistveno kasneje. V evoluciji se je pokazalo, da so heterotrofni organizmi, med kateri prištevamo tudi človeka, lahko izkoriščajo določene organske spojine, ki so prisotne v hrani, predvsem tiste iz rastlinskega izvora. Pri stalnem viru teh spojin se je v razvoju zgodilo, da se je sposobnost lastne sinteze ali izgubila oziroma se sploh ni razvila, ker je hrana enostavno pokrila vse potrebe. V mislih imamo različne esencialne organske spojine, ki so v majhnih količinah nujno potrebne za pravilen potek vrste različnih biokemičnih procesov. To skupino poznamo pod imenom vitamini. Zdaj, kjer beseda vitamin izhaja iz besede vita, ki pomeni življenje, amin pa, da spojina vsebuje dušik. Gre za esencialno skupino bioloških aktivnih organskih spojin, je pa ime tudi vsaj deloma zavajajoče, ker te spojine niso vsi amini, torej ne vsebujejo vse dušike, ampak nekateri izmed njih pač tudi dušika ne vsebujejo. In tak je seveda tudi prvi naš primer, ki ga želimo izpostaviti, in sicer to je vitamin C. Preden z profesorom Mravljakom diskutiramo o samem vitaminu C, bi spet se obrnil na poslušalce in zastavil vprašanje. In sicer, za vitamin C velja, da v splošnem velja prepričanje, da je vitamina C največ v sadju. Vprašanje pa je bilo sledeče: s čim zaužijemo več vitamina C? S sadjem ali zelenjavo? Imate že predstavljene 3 možne odgovore, torej sadje, zelenjava oziroma odvisno od toplotne obdelave sadja ali zelenjave. Tako da prosim, kar če lahko glasujete. Vprašanje je morda malo provokativno, ampak vseeno mislim, da ne bo pretirano zapleteno, tako da bi kar prosil, če nam lahko predstavite rezultate. Profesor Mravljaka pa bi kar povabil, da jih skomentira. Ja, hvala za besedo. Ja, zanimivi odgovori. V bistvu živilo, ki je precej pogosto in zelo bogato z vitaminom C, je rdeča paprika, ki vsebuje kar 128 mg vitamina C na 100 gramov živila. V limonah in krompirju je nekoliko manj vitamina C, recimo v limonah za primerjavo 24 mg na 100 gramov, v krompirju pa 20 mg na 100 gramov. Je pa potrebno vedeti, da kadar živila kuhamo, se s kuhanjem velik delež vitamina C uniči. Vendar po drugi strani pa količinsko v našem geografskem prostoru je krompir zelo pomemben za preskrbljenost z vitaminom C, ker ga pač veliko pojemo. Tako da ni vedno pomembna samo vsebnost v samem živilu, ampak tudi količina, ki jo zaužijemo. Tako. Ja. Dobro, če pa se začnemo čisto pri osnovah. Kaj sploh je vitamin C?
Ja, z izrazom vitamin C označujemo vse spojine, ki izkazujejo v bistvu biološko aktivnost L-askorbinske kisline. Vitamin C se pojavlja tudi v dveh oksidiranih oblikah, to sta L-dehidroaskorbinska kislina in semidehidroaskorbinska kislina. Za večino živalskih in rastlinskih vrst je askorbinska kislina metabolit glukoze oziroma galaktoze in ne esencialna sestavina prehrane. Za človeka, primate in še za nekatere druge živali, ki pa nimajo encima L-gulonolakton oksidaze, pa je vitamin C esencialno mikrohranilo. Kot povprečnega laika seveda nas vedno zanima, koliko živila je potrebno zaužiti oziroma koliko vitamina povprečen človek na dan sploh potrebuje. Ja, kot populacijski referenčni vnos so določili 110 mg vitamina C na dan za moške in 95 mg na dan za ženske. Za majhne otroke, tam v starosti med 7 do 11 mesecev, priporočajo pa 20 mg na dan. Povečano potrebo po vitaminu C izkazujejo nosečnice in doječe matere. Kadilci prav tako predstavljajo skupino z izrazito povečano potrebo po vitaminu C. Priporočenih vnosov vitamina C ni možno in tudi ni treba dosegati vsak dan, sploh pa ne sorazmerno z vsakim posameznim obrokom. Zadošča, da se potreba po vitaminu C pokrije v okviru enega tedna. Ker pa se z naraščajočimi odmerki zmanjšuje absorpcija, naj bi priporočali manjše vnose oziroma ne v velikih odmerkih. Kaj se pa bolj enkrat zgodi, ko dejansko vitamin C v različnih živilih zaužijemo, kakšno vlogo ima vitamin C v našem organizmu? Vitamin C spada med najpomembnejše antioksidante, neencimske antioksidante in hkrati je tudi kofaktor vseh 8 encimov. Je sestavni del antioksidativne mreže, recimo obnavlja vitamin E, pospešuje tudi absorpcijo železa iz prebavil, tako da ga reducira železo 3+ do železa 2+. Pomanjkanje vitamina C pa se odraža v prizadetosti fizioloških funkcij, predvsem kolagena. Pa kaj pa, če ga imamo premalo, kako se to opazi, oziroma kaj se v človeku zgodi? Ja, akutno pomanjkanje vitamina C se odraža v različnih znakih sindroma, ki ga imenujemo skorbut. Prevladujoč klinični znak skorbuta je podaljšano celjenje ran zaradi zmanjšane hitrosti sinteze kolagena oziroma zaradi večje dovzetnosti za infekcije. Obratno, torej kaj se pa zgodi, če vitamina C preveč v našem telesu? Ali je potrebna kakšna previdnost pri uživanju prehranskih dopolnil z vitaminom C? To ni problem, ker je ta vitamin C vodotopen vitamin in se viški hitro izločijo z urinom. Do sedaj niso opisali pomembnih neželenih učinkov askorbinske kisline. Podatki na živalih in ljudeh pa kažejo na nizko toksičnost vitamina C. Pri posameznikih, ki so jemali zelo visoke odmerke, tam na 2 grama na dan, so poročali o akutnih gastrointestinalnih simptomih. Najbolj pogosti so diareja, slabost, trebušni krči in druge prebavne motnje, ki pa so posledica ozmotskega učinka neabsorbiranih količin askorbata v prebavnem traktu. Kdaj pa seveda je priporočljiva uporaba dodatkov z vitaminom C, torej kdaj ga je potrebno dodatno vnašati v telo? Ja, dopolnjevanje z vitaminom C je smiselno pri preprečevanju skorbuta ter pri pomanjkanju vitamina C, predvsem pri starejših. Sicer pa velja enako kot za vse ostale vitamine, da naj bi potrebo po vitaminu C pokrili z zdravo in uravnoteženo prehrano. Zdaj bi s tem jaz zaključil najino diskusijo o vitaminu C in bi se premaknil na naslednji vitamin, izbrali smo vitamin D, ki spada med maščobotopne vitamine, vendar ga zaradi različnega načina delovanja
uvrščamo v bistvu med prohormone. Zdaj, prvo vprašanje sploh, kateri so glavni viri vitamina D? Ja, hrane, ki pravzaprav vsebuje vitamin D, je malo, v glavnem so to ribe in ribje olje. Drugi hrani je vitamin D večinoma dodan, recimo mleko ali pa sokovom. Pomemben vir vitamina D so tudi jajca, goveja jetra in gobe, recimo šampinjoni. Kot zanimivost naj povem, da je vsebnost vitamina D v šampinjonih odvisna od izpostavljenosti UV svetlobi. Vsebnost lahko povečamo, če šampinjone izpostavimo UV svetlobi, potem, ko so že nabrane. Vitamin D nastaja tudi v našem telesu, ne? In Ja. zdaj, kakšni so pa vseeno priporočljivi dnevni vnosi vitamina D, ne glede na to, da nastaja tudi fiziološko v telesu, torej glede na starost? Ja, populacijski referenčni vnos vitamina D za odrasle je 15 mikrogramov na dan oziroma 600 mednarodnih enot po smernicah Evropske agencije za varnost hrane. Zdaj, priporočeni vnos vitamina D je enak za vse starostne skupine po 1. letu starosti. Saj ni trdnih dokazov, da bi večji vnos izboljšal kvaliteto kostnega tkiva pri otrocih ali pri zdravih starostnikih. Pri bolnikih z osteoporozo pa se priporočajo višji odmerki od 800 do 1000 mednarodnih enot dnevno. Če se še enkrat vrnem nazaj na tole, se pravi na sončenje, nastajanje, ne? Torej, je odvisno nastajanje od pozicije, torej od kje se nahajamo na zemeljski obli, ali ni od tega odvisno, torej, kako bi to pokomentiral? Ja, fotosinteza vitamina D v koži je zelo odvisna od geografske širine, torej kje se nahajamo, in pa od letnega časa. Poleti je več fotosinteze, medtem ko pozimi je tega bistveno manj. In imamo precejšnja sezonska nihanja, ker je v glavnem fotosinteza najpomembnejši vir vitamina D. Zdaj, katere oblike vitamina D poznamo in kakšno je funkcijo opravlja dejansko vitamin D v našem telesu? Ja, poznamo vitamin D2 ali ergokalciferol, ki je glivnega izvora, oziroma vitamin D3, to je pa holekalciferol, ki ga lahko sami sintetiziramo v koži ali pa ga vnašamo s hrano živalskega izvora. Poleg D2 in D3 oblike se v našem organizmu nahajajo še številni presnovki vitamina D, ki pa so praviloma biološko bolj aktivni. Najmočneje deluje hormonsko aktivna oblika 1,25 dihidroksivitamin D, glavna cirkulirajoča in klinično najpomembnejša oblika vitamina D v telesu pa je 25 hidroksivitamin D. Ta oblika nastaja v jetrih in se izloča v kri, kjer jo lahko merimo in na ta način ocenimo preskrbo organizma z vitaminom D. Kaj pa, če pretiravamo z vnosom vitamina D, torej da ga uživamo v velikih količinah? Ja, vitamin D spada med maščobotopne vitamine, za te vitamine pa je značilno, da se lahko pojavi tudi hipervitaminoza. Zato se je treba vsekakor izogibati previsokemu vnosu teh vitaminov. Recimo za vitamin D velja, da vnosi od 125 do 1000 mikrogramov na dan za obdobje enega meseca lahko povzročijo hipervitaminozo D. Hvala lepa. Zdaj bi pa k diskusiji povabil še magistro Abazović. In sicer bi se pogovorila kar še o dveh vitaminih. In sicer nazadnje smo se odločili, da bomo predstavili še skupino vitaminov B. Gre za široko skupino, torej 8 vitaminov, ki so topni v vodi. In zdaj prvi izmed teh, ki bi ga želel prediskutirati z magistro Abazović, je vitamin B9, poznan pod imenom folna kislina. Torej, kakšno vlogo ima folna kislina v našem telesu in kateri so glavni viri folne kisline v živilih? Folna kislina oziroma folati so potrebni za sintezo RNK in DNK, posledično torej za delitev celic in za rast tkiv. Druga stvar so recimo reakcije metilacije in pa za presnovo aminokislin.
Nahaja se v vseh telesnih tekočinah in tkivih v vsaki celici človeškega organizma. Zdaj v hrani je vitamin B9 oziroma folna kislina v obliki folatov. Največ folatov vsebujejo drobovina, pivski kvas, zelena zelenjava, stročnice, žitarice, tudi nekatere vrste sadja in oreščki, in s pestro in uravnoteženo prehrano lahko zadostimo potrebo po folni kislini, zato v bistvu dodaten vnos ni potreben. Je pa seveda biološka uporabnost folatov odvisna od samega posameznika, se pravi od prehranskega statusa posameznika, potem tudi od prisotnosti snovi, ki zavirajo absorpcijo folatov, in pa tudi od tega, kakšne molekule folatov so v hrani. Zdaj, biološka uporabnost folne kisline, če vzamemo samo kot folno kislino, ki se v bistvu nahaja samo v zdravilih ali v prehranskih dopolnilih, je natešče 100%, biološka uporabnost folne kisline, ki je v obogateni hrani ali pa v prehranskih dopolnilih, je tam nekje, če zaužijemo med obrokom 85%, medtem ko biološka uporabnost folatov iz hrane je pa bistveno nižja in je lahko tam celo od samo 10% do tam lahko tudi do 98%, pri mešani prehrani nekako je to tam okrog 50 do največ 80%. V katerih stanjih so potrebe po folni kislini povečane? Potrebe so povečane predvsem v nosečnosti in pri dojenju. Zaželeno je, da ženske že, ko želijo zanositi, začnejo prejemati folno kislino. Potem recimo še pri hemolitični anemiji, pri kronični hemodializi, pri gastrektomiji, pri različnih črevesnih boleznih in malabsorpcijskih sindromih, pa tudi pri stradanju ter kroničnem alkoholizmu. Do pomanjkanja folne kisline pa lahko pride tudi pri kadilcih, to je tudi ena zanimiva stvar. Zdaj, omenila ste nosečnost, ne? Znano je pač, da se dodaja folno kislino tudi v nosečnosti. Zdaj, kakšne so priporočila? Zdaj, recimo priporočen dnevni vnos pri odraslih osebah, tako ženskah kot moških, je tam 250 mikrogramov. V nosečnosti pa je priporočljivo, da se v obliki prehranskih dopolnil dodaja še 400 mikrogramov folne kisline, in sicer za preprečevanje napak pri razvoju nevralne cevi ploda in tudi drugih napak. Priporoča se pa tudi v času dojenja, ker tudi s tem dojenček prijema dodatno folno kislino, ki je pri majhnih otrocih tudi potrebno jo v bistvu majčkeno dodajati. Zdaj pa še posežemo, kdaj je potrebno poseči po prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo folno kislino, torej da bi jo v drugih stanjih še jemali? Druga stanja, če imamo v redu prehrano, da je bogata, raznolika prehrana, to ni potrebno, je pa to recimo potrebno pri tistih, recimo pri kadilcih, kroničnih alkoholikih in pri tistih, ki ne uživajo dovolj raznovrstne prehrane. Zadnji zdaj med vitamini, ki bi ga samo na kratko poskušali še predstaviti, je še vitamin B12. Zdaj, kakšno vlogo ima kobalamin, ki je drugo ime za vitamin B12 v našem telesu, in kateri so glavni viri kobalamina v živilih? Tudi kobalamin ima pomembno vlogo pri procesih celične delitve, pri rasti tkiv, pri delovanju živčevja, tudi možganov, krvi, imunskega sistema. In znaki, ki kažejo na pomanjkanje vitamina B12, so največkrat nevrološki znaki ali pa anemija. Ali lahko pride do pomanjkanja kobalamina v telesu? Do pomanjkanja, glede na to, da je izkoristek vitamina iz hrane odvisen tudi od sposobnosti absorpcije pri posamezniku, je lahko občasno tudi
pride do pomanjkanja tega faktorja, predvsem pri tistih ljudeh, pri katerih se izloča premalo želodčne kisline in pa pri perniciozni anemiji, na primer. Kako pa pri starejših ljudeh? Pri starejših ljudeh sicer lahko pride do pomanjkanja kobalamina v hrani, vendar zaradi zmanjšanja in onemogočene absorpcije, vendar lahko starejši ljudje naredijo zaloge tega vitamina in se potem iz teh zalog črpa in dejansko do tega in zaradi enterohepatičnega ciklusa, v katerem kroži cianokobalamin, dejansko se ta pomanjkanje pokaže šele po daljšem nezadostnem vnosu oziroma absorpciji. Tako da v bistvu ni potrebno dodajanje. Jaz se bi vam s tem zahvalil, bi zaključil ta drugi sklop in bi predal besedo profesor Luciji Peterlin Mašič. Najlepša hvala za besedo. Na koncu pa bi vseeno odgovorili tudi na vprašanja naših poslušalcev in poslušalk. Pa bi mogoče najprej kar postavila dve vprašanji profesor Cigiču oziroma profesor Mravljaku, ki sta povezani z vitaminom C. Prvo vprašanje se glasi, če uživamo relativno visoke odmerke vitamina C, in poleg jemljemo še prehranska dopolnila z železom. Ali ni v tem primeru povečana absorpcija železa? Lahko takrat pride do toksičnosti? Koliko vem v literaturi, mislim, da ne. Ni znano, da bi višji odmerki vitamina C povzročili toksičnost povezano z železom. Tukaj tudi, mislim, da tudi ni to tako velika količina. Tablete tipične, ko jemljete, mislim, da so polgramske tablete, torej to je ravno nekaj takega, kot je. Mislim, da ne bi smel biti problem. Bi pa rekel obratno, da je vitamin C nujno potreben za absorpcijo železa, saj je potrebno železo 3+ reducirati v železo 2+, ker samo to se lahko absorbira. In zato je potreben... Ja, topno je bolj, ker železovi hidroksidi so slabo topni, 3+, in je tukaj ta topnost. Tako je. Zdaj poslušalka ima avtoimuno revmatično bolezen in so ji svetovali, da vsak dan zaužije 4-kratno količino priporočenega dnevnega vnosa vitamina C. Zdaj, ker je to kislina, jo skrbijo vplivi na želodec. Kako je s tem? Jaz mislim, da sem na ta vprašanja delno že, mislim, da to ni tako velika količina 4-kratno, tako da je to čisto. 100 gramov paprike ima, Janez, koliko, 130, takega, tako da pojeste dve paprike, tele rdeče, pa ste že zraven, tako da. Kaj pa naslednje vprašanje? Kako pa sploh vemo, ali naše telo, ali vnesemo dovolj vitaminov pa mineralov? Ali lahko to kje zmerimo? Zdaj, če gledamo recimo vitamine, ki so antioksidanti, potem lahko ugotavljamo antioksidativno kapaciteto v telesnih tekočinah. Na ta način lahko to je en tak splošen, dobimo eno tako splošno sliko, ali imamo dovolj recimo vitamina C, vitamina E in tako naprej. Drugače pa v klinično-biokemičnih raziskavah lahko določimo točne koncentracije posameznega vitamina v telesnih tekočinah. Naslednje vprašanje se bolj navezuje na cink, magistra Bazovič. Torej, ali lahko ob nadomeščanju povečanih količin cinka pride do relativnega pomanjkanja bakra v telesu? Zdaj, kot vemo, malo tekmujeta med sabo, vendar naj ne bi prišlo do tega hudega pomanjkanja bakra, oziroma če en mineral toliko povečamo. Mogoče še jaz tukaj malo dodam, če lahko. Prosim. V glavnem, dejansko se da to dokazati v in vitro testih, recimo samim prehodom, ker pač uporabljate isti transportni protein za te dvovalentne katione, vendar ta zadeva klinično ni signifikantna. Se pravi,
v primeru nadomeščanja cinka zagotovo ne bo prišlo do pomanjkanja bakra. Splošno pomanjkanje bakra je izredno, bom rekel takole, brez neke mala absorpcije, brez nekega bolezenskega stanja izredno redko. Tako da ni problematično dodajanje cinka. Potem naslednje vprašanje se navezuje na starostnike, ki so sigurno taka specifična populacijska skupina. Ali bi izpostavili posebej za starostniki vnos katerega od vitaminov ali pa mineralov? Jaz bi vsekakor priporočal dopolnjevanje z vitaminom D, tudi poleti, sploh če niso dovolj na soncu. Ja, o tem se zdaj veliko govori. Jaz bi se pa tukaj tudi vključil morda z enim, ne vitaminom, ne mikronutrientom, ki ga nujno potrebujemo, ampak določenemu molekule tudi biosinteza pade s časom pri starostnikih in to so ugotovili za en poliamin, recimo spermidin, ki pravzaprav ga lahko tudi znašamo z nekimi stročnicami, recimo pa zelenjavo. In ta so ugotovili res močne raziskave, tudi dobre objave 2018-2019, da pravzaprav tisti ljudje, ki uživajo dosti hrana bogato s spermidinom, je njihova življenjska doba povprečna bila 5 let višja od ostalih. In to, ko so delali neke te metaanalize in tako naprej, je pravzaprav bil najboljši od vseh mikronutrientov neka korelacija. Tako da to so neke take zelo zanimive molekule, ki bomo morda od njih še kaj v prihodnosti slišali. Kaj pa, Blaž, mogoče poznate, kateri vitamini, minerali so pa v zelnici? Jaz mislim, da je to malo nahajpano, malo preveč soli tudi noter, tako da jaz mislim, da zelnica je bolj tako ljudsko. Tudi C je manj, ker C je nestabilen, tako da jaz bi rekel, da pitje zelnice se meni vsej ne zdi preveč smiselno. Glejte, koliko natrija je noter, 3 gram, mislim, to so, ne vem, kaj ostali menite na to temo. Morda B12, recimo, če ste recimo neki striktni vegani, pa kaj takega, morda malenkost B12 dobite. Tako bi rekel, da bi pa to zdaj bilo zelo tako visoko vzeto, pa mislim, da ne. Kaj pa, če poznate dieto LCHF, tam ali ta dieta, ali vpliv te LCHF diete vpliva na razmerje vitaminov in mineralov v telesu? Ali jih je treba vnašati s prehranskimi dopolnili pri tej dieti? Morda se lahko jaz, ki sem tudi živilstva, tudi čeprav nisem prehrambenik, ampak malo ujamem tudi pri nas tole. Pri nas imajo te prehrambeniki kar dosti povedati proti tej dieti, predvsem je problem potlej ta ketonska telesa, malo neka asimetrija tukaj noter. Pa verjetno glede mineralov pa vitaminov, pa mislim, da predvsem glede, bom rekel, vitaminov nepolarnih verjetno ni problem, ker dobimo dosti noter. Zna biti pa problem pri nekih B vitaminih, C-ju, ker posebej, če vnašamo premalo zelenjave pa sadja, torej mislim, da tukaj, oziroma zelenjava verjetno mora biti kar dobro podprta. Če se že izogibamo potlej škrobnatim živilom, torej žitom pa stročnicam. Mogoče samo še dodatek, recimo problem so dejansko res to potem, da nastane večji delež recimo LDL-a. Med minerali včasih izpostavljajo to, da je smiselno nadomeščati kalij. Pride do povečanih izgub, recimo podobno, kot če bi recimo kakšne diuretike ali pa recimo kardiotonične glikozide jemali, skratka, lahko pride do povečanega izločanja kalija. Tako da včasih nekateri, zlasti v Ameriki, kjer je ta dieta mogoče nekako najbolj znana, pa tudi druge oblike ketogene diete, dejansko včasih priporočajo nadomeščanje kalija. Še eno vprašanje povezano z vitaminom D. Torej vemo, da ravno pred kratkim so endokrinologi letos pripravili priporočila za vnos vitamina D. In sicer priporočen dnevni odmerek je tam 800 mednarodnih enot. Kako pa komentirate, da je v tem času zimskem potrebno na najnovejša priporočila zaužiti 2000 mednarodnih enot? To je recimo skoraj 3-krat več, kot smo mi rekli danes. To je zdaj deloma odvisno tudi od debelosti, recimo debeli ljudje potrebujejo več vitamina D, ker je ta lipidotopen in se porazdeli v maščevje. Tam je gotovo treba povišati odmerek.
Lahko tudi, če jaz dopolnim, da sigurno ciljna koncentracija hidroksimetaboliта vitamina D je 50 mikrogramov na liter in to nekako v zimskem času lahko vzdržujemo pri zdravih ljudeh, recimo z odmerki 1000 ali pa 800 mednarodnih enot. Drugače pa endokrinologi tudi veliko govorijo o pleiotropnih učinkov vitamina D, kjer pa se nekako želi imeti višje koncentracije v krvi in za doseganje teh višjih pa potem priporočajo 2000 mednarodnih enot. Poleg tega so pa postavili tudi recimo za bolnike ali pa za tisti, ki so v domovih za ostarele, višje odmerke. Ampak nekako za zdrave ljudi pa nekako velja, da lahko nadomeščamo ustrezno količino vitamina D s tam 800 do 1000 mednarodnih enot. Morda še tu bi rad omenil, da pri nas so raziskovalci, mislim, da nosilni so bili iz Inštituta za nutricionistiko, so ravno letos objavili en tak članek analize te sezonske variacije D-ja v Sloveniji in se lepo vidi ta vpliv sonca in dejansko je problem, ne, tako da morda, posebej v zimskih mesecih, ne, se vidi pomanjkanje in morda bodo te cifre tudi malo gor lezle, ne, se te cifre tudi niso fiksne, ne, enkrat določene, ampak se s časoma tudi potlejo, ne, zdaj, če raste, kot je že Janez omenil, debelost, ne, potem verjetno moramo tudi več vnesti potlejo, ne. Hvala. Mogoče še zadnje vprašanje. Ali je pri prekinitvenem postu smiselno dodajati prehransko dopolnila, če je prehrana kljub postu raznolika? Blaž? Mislim, čakaj, post je post, ali kaj, zdaj jaz to pa ne razumem čisto. Pri prekinitvenem postu, če se prekine. Če se prekine? Ja. Kaj pa ješ potem, če se prekine? Raznoliko, normalno prehrano, ampak če je v takem primeru recimo vseeno treba dodati kakšna prehranska dopolnila. Ne vem, mislim, resno, če si bil, koliko je bil časa trajal post, koliko je bil to problem, ne, tam, ko imaš zaloge verjetno pri tistih zadevah, ne bi smel biti problem, tisto, kar pa je nekako kratko, ne, tako da morda tudi iz farmacevtskega aspekta. Težko rečeš, to verjetno nisem kompetenten, da bi. Jaz bi se zdaj na koncu res prav vsem iskreno zahvalila za vaše sodelovanje. Prav tako se zahvaljujem tudi poslušalcem in poslušalkam, da ste bili z nami in poslušali to virtualno okroglo mizo Minerali in vitamini, jejmo mavrico, torej to je naš moto okrogle mize. Mogoče še enkrat vabilo, če boste naročili knjigo z geslom Jejmo mavrico, to omogoča 20% popust pri nakupu knjige. Mogoče čisto za koncu, preden še končamo, pa bi vse paneliste prosila samo za čisto kratko zaključno misel. Blaž, lahko z vami začnemo? Mislim, da je ravno to, jejmo mavrico, ne, jejmo v dobri družbi, jejmo zmerno, to je morda največji problem in dosti se gibljamo, ne, mislim, da tukaj je to cel paket nekako, ne, ki daje najboljše rezultate. Seveda, ne, v kakih izbranih primerih pa tudi kakšno dopolnilo verjetno ne škodi. Hvala. Janez? Jaz bi rekel tako, da je jemanje prehranskih dopolnil z vitamini in minerali smiselno v določenih okoliščinah. Vsekakor pa ima prednost zdrava in uravnotežena prehrana. Mira? Pridružujem se tem mislim, pa dodala bi še kot lekarniška farmacevtka, da vsem tistim, ki želite, mislite, da potrebujete neko prehransko dopolnilo, da se posvetujte še s farmacevtom v lekarni, preden karkoli kupite. Aleš? Ja, to je vsekakor zelo dobra ideja, ne. Skratka, če že uporabljate prehransko dopolnila s takšnim ali drugačnim namenom, bodite tudi malce pozorni na to, kdo vam to ponuja, kdo je proizvajalec, skratka, če le možno od nekega preverjenega proizvajalca, ker včasih se zgodi, ne, da treba je vedeti, prehranska dopolnila so hrana, to niso zdravila, se pravi, tisto, kar je deklarirano, da je noter, ni nujno, da je noter, lahko da je, lahko je več, lahko je manj. Tako da, pozornost velja. Ja, jaz bi se pravzaprav pridružil misli profesorja Blaža Cigiča. Pomembno je, da uživamo pestro hrano, ampak pomembna je zmernost, tako pri hrani kot pri prehranskih dopolnilih.
Hvala. Tomaž? Ja, jaz sem zadnji, praktično so že vse pokrili, jaz bi pa moral tukaj še enkrat opozoril na zdrav način življenja. Se mi zdi, da danes malo, sploh v teh situacijah, se ne zavedamo, kako pomembno je gibanje, kako pomembno je to, da smo fizično aktivni in da nismo prikovani na stolih. Tako da poleg prehranjevanja je to tudi en pomemben moto. Hvala tudi res iskrena za te zaključne misli. S tem tudi zaključujemo z današnjim dogodkom. Vsem želim srečno in pa seveda ostanimo zdravi. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.